plačah so problem, s katerim se zadnje čase ukvarjajo ne samo raziskovalci in raziskovalke, ampak tudi ustvarjalci politik na področju doseganja tega, kar je že zelo, zelo dolgo kot deklarativno, kot cilj javnih politik prisotno, to je enakost plač moških in žensk, pa v realnosti tega še vedno ne dosegamo. Razlike v plačah obstajajo, kjerkoli jih merijo, torej v vseh državah sveta praktično, ampak so različne. Razlike se razlikujejo glede na tip države, glede na tip politik, glede na to, kako moški in ženski sodelujejo na trgu delovne sile. In dolgo je veljalo v Skandinaviji recimo in v vzhodni Evropi, da so razlike majhne. In to je logično, zaradi tega, ker je norma enakost zelo pomembna, zaradi tega, ker so moški in žensko vključeni na trgu delovne sile praktično enako, z enakim delovnim časom v podobnih poklicih. Pa čeprav je temu tako, so razlike obstoječe. Bistveno večje razlike so bile v zahodnoevropskih državah, kar je logično glede na to, da so ženske delale v glavnem za skrajšanim delovnim časom v poklicih, ki so manj plačane. Čeprav logično je, ni pa zelo jasno, zakaj se ženske odločajo, pod narekovaji odločajo za to, da izberejo manj slabše plačane poklice ali da delajo manj v plačanem in več v neplačanem delu. Slovenija v zadnjem času, nažalost, od države, ki je bila zelo visoko pri tem merjenju enakopravnosti spolov, zdaj pade. V zadnjih 7 letih so se razlike bistveno povečale. Razlika med plačami moških in žensk v Sloveniji v povprečju. Še večje so pa razlike, ko merimo ljudi, ki imajo isto izobrazbo, delajo v istih poklicih in celo pri istem delodajalcu. Torej, to je problematično. Zakonodaja, kot jo imajo zdaj recimo na Islandiji, je del odgovora, seveda bo pomagalo, če je prepovedano, čeprav zakonodaja obstaja tudi pri nas in tudi v drugih državah. Torej, zakonski okvir je zelo pomemben, še bolj pomembno pa se mi zdi za doseganje popolne enakosti pogledati, kje nastajajo razlike. Torej, kje in koliko so te razlike odvisne od tega, kaj si mi mislimo, kakšna je vrednost določenega dela, ki ga opravlja bodisi moški ali ženska, oziroma kako vrednotimo, kdo vrednoti, torej v kateri točki tisto, kar je zakonsko določeno, se nekako spremeni v realnost, ki ni tako enakopravna za moške in za ženske.